Živijo. Dobrodošli, dober dan, dobro jutro. Ob vama obema in posebnemu gostu Igor Ebergant. Zdravo. Hvala za vabilo. Igor, ura je 9 pa nekaj čez. A so to zate zgodnje ure ali si med tistimi, ki zgodaj vstajajo? To je v bistvu kar normalna ura zame. No? Doslej sem sicer vstajal mogoče malce kasneje, ampak zdaj se pa prilagajam na nek nov ritem, kar sem si moram reči zelo želel. Si že kdaj poslušal LDGD? Ja, sem. Jaz sem tak skriti oboževalec. Mi tudi. Verjamem. Mislim, ne samih sebe, tebe. Ne, v smislu samih sebe, to je zelo aktualno in recimo temu slovensko. No. Biti navdušen sam sabo. Jaz pa nisem čist slovenc, no, tako da. Ja, zlepim se hvalaš. Ne? Hvala, ker si vzel čas v LDGD, tako rekoč zvezdniška zasedba. Veš, vsaka spodobna serija ima na neki točki special guest stars in danes je eden od tistih dni. Sicer pa, Nataša, imamo update za politbizarke in tako dalje. Ker da moraš ti kot šefica, urednica in sploh kapa di banda. Ja, Tefica. Ja. Zdaj moram jaz povedati, kako se je končala prejšnja runda. Kako smo se mi vse to zamislili tako? Ja, najprej prejšnja runda, torej politbizarka. Sam 3 smo imeli v igri, zmagala pa je Tina, generacijo moja. Potem je nedaleč zadaj bil Antiša, tvoj Rajko, službo rabim. In pa grede, služba se je najdla. Služba se je najdla. Ja, Rajko zrihtu. Lej, če si proaktiven, se stvari zgodijo. In na 3. mestu je bil posebni volilni imenik. Tako da takšna je bila prejšnja runda. Igor, imaš v rokavu že, pa ne še povedati, ker proti koncu imaš politbizarko. To je namreč redna rubrika v LDGD-ju, poleg zadnjih 30, prišparamo za na konc. Še eno vprašanje, oziroma Aljaž, tega ne smeva pozabiti. Naslednja epizoda je številka 200. Ti pa zbiraš 200 vprašanj, ne? Ja, tako, v cilj imamo vsaj 200 vprašanj, 12 smo jih že dobili, tako da smo na dobri poti. Ja, res je, 200. epizoda vašega omiljenega političnega podcasta, ki bo tako zvana AMA epizoda. Ask me anything, skratka, če boste vprašali v rangu nekih sprejemljivih vprašanj, tako da številk bančnih računov glih ne bomo izdajali, ne, vse ostalo pa bolj ali manj može. Pošljite na info@metinalista.si in na vprašanje vam bomo odgovorili v postavi takšni ali drugačni, ker kot vidite, Andraža ni, ali bo Igor stalna zamenjava ali ne, bomo še videli, to bojo scriptwriterji odločili, ne? Ampak Andraža ne bo do volitev. Tako smo se nekako skupaj zmenili, ker je obilica dela takšnega drugačnega in se potem stvari preveč prekrivajo. Ali se pa boji? Mogoče se boji, mogoče se enostavno ustrašil. Tako. No, Antiša, imaš ti, preden začnemo, kakšno vprašanje, kaj, kar želiš, da uvrstimo na dnevni red? Seveda je cilj te epizode, poleg komentiranja aktualnih zadev, Igor, da nam boš tudi malo več povedal, ker seveda ostajaš na TV Slovenija, ampak boš v ene dveh natančno, ne, novih vlogah. Točno. Ok, Antiša, ti? Za Igorja ali nasploh? Zate, če imaš karkoli za predlagati. Ne. Kakšno posebno obvestilo? Sledim predlaganemu dnevnemu redu in se ga veselim. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Upanje umre zadnje. Človekove pravice, takrat ko so na škodo drugih, ne morejo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja. Nobeden problem. Bomo uredili božičnico. Sej ne rečem, niso čisto vse vaše ideje napačne, ampak veste, učinkoviti pa najbolj niste. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov.
naredimo temu konec. Dovolj je bilo tega. Kup domačih notranje političnih zadev je, Aljaž, ampak mogoče najbolj aktualno v tem tednu, vseeno zunanja politika. Tebe je zmotiviral, kje vse stvari. Ne bomo temu zdaj, oprosti, ampak... Mene najprej motivira, da je treba vendarle povedati, da je to LDGD podcast, v katerem ničesar ne jemljemo, kako že, preveč resno. Ničesar ne podcenjujemo. In nikogar ne jemljemo preveč resno, še zlasti ne politike. Tokrat v ekstra zasedbi Igor Ebergant, TV Slovenija, kot posebni gost, še enkrat dobrodošel, Nataša Briški in Aljaž Pengobitenc, Metina lista, in pa Antiša Korljan, privatnik v skoraj neključnem vrstnem redu. Zdaj pa, Nataša, dnevni red, res je Grenlandija. Ja, zunanja politika, ne? Tako. In najprej vprašanje, v bistvu, Igor, ti kot tudi voditelj Odmevov, zunanje politični... Bivši, res je. To se moram tudi jaz navaditi tega pridevnika. Ne bo težko. Ja. Skratka, a je zunanja politika sploh notranja politična tema? Jaz mislim, da je, mislim pa predvsem, da bi morala biti. No? Mislim, da to nas, kaj bi se zgodilo, če bi zdaj Američani zavzeli Grenlandijo, zdaj čisto neposrednih vplivov to na naše življenje verjetno v prvih dneh, tednih ne bi imelo, ne? Ampak vse to, kar pa sledi, to mislim, da zelo vpliva na to, kako bomo živeli, delali, kaj bomo jedli, koga bomo izbirali na volitvah, če bodo še volitve. Mislim, to je kar problematično vprašanje. Ja? In mislim, da bi se morali bistveno več s tem ukvarjati. Tudi recimo za vojno v Ukrajini. Zdaj, vem, da so ljudje glede tega utrujeni, ampak to so teme okoli nas, ki, kot pravite v oddaji, ne smemo podcenjevati. Antiša, ti aktivno spremljaš oboje, notranjo, zunanjo politiko, ki seveda valjda vse bolj treska ali pa pljuska na notranje politično sceno, kdo je za koga, kdo je s kom. Spremljal si volitve, koliko imaš zdaj, že pa kakšnih 30 let za pasom, ne? Intenzivnega kot novinar, ne? Mogoče kakšno manj, no. Ampak tam pa res že, ja. Jaz bi mogoče tole, kar je Igor rekel, ne. Mene zdaj zadnje dni me pa ena stvar res preganja, ne. Namreč, v kolikšni meri so postopki in procesi, ki smo jim priča, ne, in ki jih več kot očitno vodi in diktira ameriški predsednik, v kolikšni meri so reverzibilni, popravljivi, da tako rečem, ne, se pravi, volitve bodo, 2028, ne, se pravi, v kolikšni meri jih lahko v narekovajih, ali pa tudi brez narekovajev, normalen predsednik vrne v pred Trumpovsko stanje. Ne. Tukaj pravzaprav sam odgovora niti nimam. Ne. Me pa zelo zanima, ali je evropska in tudi siceršnja politika možna, dajmo tole zdržati do konca, pa bomo pa vrnili vsaj v večji meri na postavke, ki so bile nekoč. Ne vem, kaj vi trije mislite, no? To predpostavlja, da Trump ne bo še enkrat kandidiral, pa da bodo ta 3 leta dosti hitro minila. Ne? To so še debela 3 leta. Recimo in svetle zglede ima v Moskvi, ne, kjer pač se kar kandidira. Ne? Ja, mislim, mene ne bi presenetilo, če bi 2026 do 2026 kongresnih volitev počakal, s tem, da razmišlja, čeprav so seveda njegovi postreščki že dajali v obtok, da ga zanima še en mandat in da bi seveda to edino problo. Glede na to, kako se obnaša, se mi zdi, da bo počakal do 2026 volitev, potem se bomo pa ukvarjali še posebno, ne pa nujno izključno, če bodo republikanci dobili in ohranili oba domova v ameriškem kongresu, da bi pa on vseeno do 2032. No, ampak mene to res zanima, ker kolikor se spomnim raziskav, ko ljudi vprašajo pred volitvami, katere stvari jih skrbijo ali pa kaj bo na vrhu njihovega dnevnega reda, ko se bodo odločili, za koga voliti, zunanja politika običajno ni med top 3 ali pa med top 5.
Vznemirja pa zelo, sploh na družbenih omrežjih. Igor, gledanost, ko recimo objavljate zunanjo politiko, ko govorite o njej, a je na ravni notranje političnih poročanj ali gre za izrazita odstopanja? Jaz se iz mojih časov na 24 ur na Pop TV spomnim, da je tako bilo izrazita razlika, razen v primeru kakšnih izrednih dogodkov, kar na nek način te tudi so. Ja, zdaj, če bi lahko nekoliko cinično odgovoril, ne, zdaj gledanosti na splošno televizijo so že tako nizko padle, ne, da v bistvu v absolutnih številkah ta nihanja sploh niso več tako zelo visoka. Ne. Jaz mislim, da se je to vendarle nekoliko spremenilo. No. Še vedno, zanimivo pač tudi pri urednicah in urednikih pri nas, ne, teh splošnih, ne, ki pač urejajo informativne oddaje, je dolgo časa bilo zunanja politika, to bo pa takoj pač bomo odgnali gledalce, ko je bila pač državljanska vojna v Siriji, ne spet Sirija, ne spet Ukrajina. Ne. To se zdaj vendarle spreminja. Jaz mislim, da tudi ljudje, ki so zelo usmerjeni v zanimanje za domače zadeve, pač spoznavajo, da to seveda se dogaja. Vidim pa recimo v teh zadnjih mesecih, odkar je Trump, da dejansko tukaj ni bilo kakšnega posebnega upada. Ljudi to pri nas vendarle zanima in vznemirja, tako da bi rekel, da se ta odnos spreminja. Jaz mislim, da se bo seveda še bolj, ko bodo te zadeve dramatične in bo bolj ali manj vsakomur jasno, da to res vpliva na naša življenja vsak dan. Aljaž, kaj pa ti misliš? Ta Grenlandija, pa konec koncev tudi tožba, kateri naj bi se pridružila Slovenija, tožba proti Izraelu, a to so lahko, če si za to, si pol ne vem za leve, če za to za desne, da zna igrati kakšno vlogo? Ravno to, ne? To je bilo pač tudi moje podvprašanje, predvsem Igorju, ampak v končni fazi tudi vama dvema. Ne? Ali so te zunanje politične pozicije, ki jih imajo slovenski politiki in političarke, ideološke ali performativne. Ne? Ker v končni fazi Slovenija, še posebej odkar je članica Zveze NATO, kaj zelo v resnici, kaj zelo protiameriška ni, v smislu politik, je pa besedno zelo lahko, tako rekoč, nesvrstana, ne? v imenu dobrih starih časov. In me v bistvu zanima vaše opažanje, ko pridajo politiki pred kamere ali pa recimo, kadar so prišli Igor k tepu Odmeve in so imeli neka stališča, a so bila ta stališča podkrepljena s čim drugim kot zgolj z javnim mnenjem njihove ciljne skupine volivcev? Jaz mislim, da na začetku, sploh ko je šlo za dogajanje v Gazi, so bila zelo podkrepljena z javnim mnenjem, ker je bilo že takrat jasno, da vse to, kar se dogaja v Gazi, ljudi vendarle zelo vznemirja. Meni je sicer vedno presenečalo, da niso bili prej ljudje tako zelo vznemirjeni na tem, kar se je zgodilo recimo 7. oktobra. Čeprav zdaj mislim, da bi vendarle morali s povečevalnim steklom iskati ljudi v Sloveniji, ki bi rekli, da je to bilo prav. Ampak ne glede na to, jaz mislim, da pač predvsem ta sredinski, karkoli to že je, del politike v Sloveniji se je tukaj recimo temu obračal po vetru in v bistvu po tem, da se je pač en del tudi civilne družbe zelo močno tukaj angažiral in razburjal. Da je seveda pač zato, ker so eni zavzeli tako stališče, so potem drugi tudi iz praktičnih razlogov zavzeli malce drugačno. Jaz mislim, da Grenlandija seveda je drugačen primer, ker pa mislim, da je tukaj manevrskega prostora za tiste, ki bi pa, ne vem, podpirali ameriški prevzem Grenlandije, pa bistveno manj, čeprav je Grenlandija zelo velika. Tako da, ne vem, jaz bi opozoril še na sej ne jemljete vsega resno, sej mi se imamo tudi za zeleno deželo Slovenija. Ne? In zdaj, ko bo enkrat gospod Trump se spravil konkretno nad Grenlandijo, zeleno deželo, kdo ve, kaj mu pa preprečuje, da bi se še na kakšno drugo zeleno deželo spravil. Sej mogoče sploh ni problem v Arktiki, v čimerkoli, ampak da ima preprosto rad zeleno. Tako da
Mislim, da bo to slej ko prej tudi ljudem postalo jasno. To govoriš samo zato, ker imaš ti edini zeleno ozadje. Dobro, to je pač zaradi interjera, pa pač ta notranji arhitekt je to hotel imeti, ampak mislim, glede na to, da sicer nimam zelenih energij, zelo rad naš zet, očitno ima neko zadevo povezano z zeleno. Mislim, hočem povedati, da problem je druge. Mislim, da to se bo, tukaj bodo pa tisti, ki mogoče pač so jim metode Trumpa všeč ali pa so z njim tako ali drugače, ne bom rekel ideološko, ampak jaz bi rekel bolj politično povezani. Mislim, bodo morali seveda odgovoriti na vprašanje, kaj se bo pa zgodilo, če Evropska unija razpade, če NATO razpade, mislim, v kakšnem odnosu bomo mi z našimi ljubimi sosedi, Italijani, konec koncev tudi Avstrijci, konec koncev tudi Hrvati, konec koncev tudi z Madžari, se več jih nimamo. Mislim, kako bomo na nek način branili našo suverenost. Zelo lepo se je zavzemati za suverenost in suverenizem, dokler nisi v nekem položaju, ko moraš obraniti pa dejansko samostojnost, neodvisnost in seveda tudi nek, jaz bi rekel, kolikor toliko enakopraven odnos s sosedami. Preden gremo na naslednjo temo Antiša, malo za šalo, malo za res, ker se je že pojavljalo na družbenih omrežjih v zadnjem letu. Če pride do razpada EU, zdaj vem, da imaš ti rad te če pa teorije zarote, ampak če bi imeli v Sloveniji referendum, glede na to silno razdeljenost našo zdaj, in bi se glasovalo o ali naj Slovenija postane 51. zvezdica, kakšen misliš, da bi bil rezultat? Jaz vendarle mislim, da bi bil rezultat proti. Jaz mislim, da bi bil rezultat proti. Jaz bi tukaj samo omenil, da se pa je v začetkih ali še v povojih slovenske samostojnosti se je pač v pol javnih krogih, sicer malo za šalo, pa se kasneje še vendarle govorili, da morda je pa bolje, da bi se pač mi razglasili za 51. ameriško zvezno državo, kot pa da se gremo neki kle lastno državo, ker pač očitno se jo ne znamo iti. Ampak potem pa zdaj pogledaš danes Ameriko, pa se vprašaš, če so oni tudi res znajo državo, sploh državo, ki ne bi bila v 21. stoletju. Pa glede sploh na vrednote, ki jih imamo, mislim, vendarle imamo radi socialno državo, ne glede na vse bolj ali manj javno zdravstvo, mislim, to so zadeve. Ampak mislim, da to je približno koliko z nevtralnostjo. Reči, kaj pa če bi jaz bil 51. država ZDA, kaj pa če te ne bodo vzeli, in isto je z nevtralnostjo, reči, jaz bom nevtralen, ampak kaj pa če drugi tega ne priznajo, zlasti recimo neki sosedi, mislim, tukaj smo res na nekem spolskem ledu. Jaz mislim, da pač v nekih kriznih razmerah ljudje vendarle se začnejo bolj ukvarjati s svetom okoli sebe. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ok, pa predlagam, da klele postavimo piko na to temo, pa gremo na naslednjo. Antiša pripravi na brusi pete. Ali pa... Kam pa more steči? Steči more s komentarjem. Torej, naslednja tema pa recimo, dajmo tole sodba ali pa razsodba in odločitev KPK in Golob. Namreč Komisija za preprečevanje korupcije je v končnem poročilu ugotovila, da je premier Golob v primeru očitkov nekdanje notranje ministrice, zdaj pa svetovalke predsednice države Tatjane Bobnar, odločili so, da je nedopustno vplival na delo policije in s tem kršil integriteto. Zdaj pa za tiste, ki te teme mogoče niste spremljali zelo intenzivno, začel se je novembra 2022, ko naj bi premier Golob, takrat notranji ministrici, poslal 2 SMS-a ali pa vsaj 2 SMS-a, v katerih izraža zaskrbljenost nad stanjem oziroma kadrovsko sliko v policiji. Potem slabo leto zatem je takrat pa že potem nekdanja notranja ministrica Bobnar v državnem zboru navedla, da je Golob neposredno vplival na kadrovanje in naročil, kdo vse naj bi moral izgubiti službo. Zdaj, dobri 2 leti kasneje pa torej ta odločitev KPK.
Antiša, kaj misliš, da bo ta odločitev prinesla ali 2 meseca pred volitvami tako zna resno vplivati na stanje Gibanja Svoboda? Zdaj odločitev ni pravnomočna, sankcij ni nobenih predvidenih, Golobov odvetnik je napovedal pritožbo. Kaj vidiš v tem? Predvsem imam okrog celotne te teme, ki si jo na začetku risala, Nataša, cel kup enih tako zelo mešanih občutkov. No. Jaz mislim, da za začetek, jaz mislim, da današnji Robert Golob marsičesa, kar je delal kot nekdanji Robert Golob, ne bi storil. Ne. Vključno z recimo odhodom v Karigador, s katerim se tudi, mislim, da na KPK-ju ukvarjajo. Ja. Tudi marsičesa ne bi storil, marsičesa ne bi rekel, recimo o kakšnih zadevah, ki so imele ali pa so bile mišljene, da bodo imele finančne posledice. Skratka, vse skupaj lahko gledamo kot politično uvajanje Roberta Goloba. Ne. Kar se pa tiče komunikacije s Tatjano Bobnar, bi pa rekel, in tukaj bom enkrat za spremembo se postavil na stran predsednika vlade, ne. Jaz moram reči, jaz si ne predstavljam, kako voditi nek kolektiv. Naj bo to vlada, naj bo to uredništvo, naj bo to nogometna ekipa, naj bo to karkoli že, brez da imaš o posameznih nalogah posameznega člana tega kolektiva oziroma ekipe mnenje in morebitne usmeritve. Ne. Jaz sem ta SMS, ki, kot sem rekel, ga verjetno danes ne bi bilo, ampak bi bila stvar povedana oziroma sporočena drugače, preko emisarjev ali v živo. Ne. Tukaj ne vem. Dobro, se to sta 20, to je 65 strani je dolga ta sodba. Vem, ampak veš, če potegnemo paralelo z recimo vodenjem enega uredništva. Ne? Ja. Vprašanje je retorično. Ne? Ali to, da imaš mnenje o posameznem novinarskem izdelku posamezne novinarke ali novinarja, ne? Ali to pomeni poseg v njeno novinarsko avtonomijo? Moje mnenje je, da ne. Ne vem, kaj Igor misli, ki je tudi bil urednik in tako naprej. Ne? Kaj vidva mislita o tem? Ampak jaz si mislim, da če si na vrhu enega sistema, potem ti pripada tudi pravica do mnenja o delovanju posameznih delov tega sistema. Ne? Tako da, kaj bo to, zdaj pa Nataša počasi k tvojemu vprašanju, kaj bo to pomenilo? Jaz mislim, da ne prav veliko, zaradi tega, ker se bodo tisti zvesti podporniki Roberta Goloba mnenja ne bodo spremenili, teh podpornikov je vendarle še vedno kar precej. Oni mnenja po mojem ne bodo spremenili, tisti, ki pa bi ga že danes utapljali v žlici vode, pa seveda bodo morda količino vode v tej žlici še malce povečali, več od tega pa ne bo se zgodilo. Smem tisti, I beg to differ. Zato smo tukaj. To spodbujamo. Ja, mislim, da z vsem dolžnim spoštovanjem Antiša, ampak zdaj... Antiša. Sorry. Ja. Samo da nisi Antifa. No. Ja. Mislim, zdaj... primer mogoče ni najbolj ustrezen, glede na to, da tukaj gre vendarle za odnos med predsednikom vlade in notranjo ministrico in zdaj kadrovanje v policiji. In stroj policije je seveda eminentna zadeva pri delovanju neke države in pač vemo, kaj predsedniki vlad smejo in česa ne smejo. Mislim, tukaj je raven vendarle drugačna, kot je v uredništvih. Čeprav seveda po drugi strani se človek res lahko vpraša, sta zdaj ta 2 SMS-a, ki sta ostala res tako dramatično problematična, če jo seveda izvzamemo iz celotnega konteksta, tako preprosto to ni. Mislim, kar se meni zdi v bistvu bolj zanimivo je, da je zdaj Robert Golob po vseh teh letih, ki jih je preživel v politiki in tukaj se vas strinjam s tabo, on je pač medtem šele postal
politik, karkoli to že pomeni, ne, da je zdaj v bistvu to odločanje na nek način prepustil vesoljni slovenski protikorupcijski komisiji, ki so volivci. Ne. To je pa spet lahko malce problematično, ker potem lahko za vsako zadevo tako rečeš. Ne. No, vse zadnje tudi za neko sodno odločbo rečeš, ja, mislim, to ni tako, saj seveda še ni pravnomočno, ampak vi, ljudstvo, vele porota, odločite o tem, a sem kriv ali ne. Mislim, to seveda na nek način ne sodi ravno v glavni ali pa najvišjo stopnjo politične higiene. Ne. Se pa cel postopek, seveda, že kako se je vlekel, kako se je peljal, kako je to vse šlo, je pa res sam po sebi se pa kar rahlo, žal zbanaliziral. Tako da na koncu seveda tvoja ugotovitev je pa jo delim, no, ampak mislim, da tako preprosto vsa zadeva tudi ne sme iti mimo. Jaz bi glede tega, koliko se je kaj vleklo, pa ne vleklo, sam dodala, da je v intervjuju podpredsednica KPK Tina Divjak razložila, da bi to lahko bilo že veliko prej, če ne bi bilo kupa procesnih in prošenj in predlogov po izločevanju tega ali onega, kar naj bi podaljšalo za kakšno leto celoten proces, plus sodba. Zdaj, ta dva SMS-a res sta se najbolj obesla ali pa sta najbolj vse prisotna v javnosti. Na nekaj 10 straneh je. Bivša ministrica je pa tudi rekla, da ne gre samo za ta dva SMS-a, ne? Da KPK pa lahko komentira zgolj tisto, kar je v javnosti, ne pa vsega, dokler zadeva ni popolnoma zaključena. Aljaž, tiščite, ne? Ja, kle več stvari. Ne? Najprej, v končni fazi bo obveljalo tisto, kar je v tej odločbi, ne sodbi. Analni retentivni šumeni, klele že kar malo trza. Ne? Pač KPK ni sodni organ, bo pa ta stvar končala na sodišču. In zanimivo, meni je bilo zelo zanimivo gledati zelo tanko linijo, po kateri je hodil vodja opozicije, ko je hkrati seveda želel sestreliti Goloba v njegovem nizkem letu pri temle in hkrati, ker ima seveda organsko odpor do KPK-ja in zelo dolgo zgodovino s to inštitucijo, je seveda hotel tudi razložiti, da je KPK pa hkrati tudi vse narobe delala. Ne? Ta del je bil kar zanimiv, skratka, ni neke ljubeznikle med vodilno politiko in KPK-jem, kar je na nek način prav. Janša sem pa zato noter potegnil, kar si ti rekla, Nataša, in citirala Divjak. Vse te procesni manevri, pa izločitve, pa pritožbene izločitve, pa bla, bla, bla. To isto zgodbo smo v krat 5, dejansko, gledali v primeru Trenta. Ne? Stvar je tam res da trajala 20 let, od tega se je 10 let sta se Janša in njegova odvetniška ekipa dajala z izločanjem cenilcev pa ocen vrednosti nepremičnin in tako dalje in tako dalje. Tako da poanta, ki jo jaz tukaj potegnem, je, ne, da če si ti dovolj visoko oziroma imaš dovolj denarja ali pač oboje, si pač lahko privoščeš dovolj dolgo razvlečeno procesno odvetniško kačo, katere edini namen ni v resnici ugotoviti, a si ti kriv ali nisi kriv, ampak da se vsi ostali priobejo te zgodbe in rečejo, vsi so isti. In potem je namen dosežen. Se mi zdi pa še nekaj drugega, to pa je mogoče tukaj vendarle malo kritika tudi KPK-ja, pa vezano na to, kar je Antiša rekel, mi imamo tukaj dve različni pojmovanji tega, kaj vlada je. A je vlada tehnokratski, tako rekoč izvršni svet, to, kar je bila nekoč, ki dela, pač kjer ima vsak svoja neodvisno področje in se potem enkrat na teden dobijo, pa se malo skoordinirajo, ali je to političen organ, ki ima svoje politične prioritete, ki jih en človek diktira. Ne? In Slovenija je začela v tem izvršno-svetskem pojmovanju izvršne oblasti, in se zdaj premika proti neki egzekutivi tipa polameriškega ali pa polameriškega tipa, kjer je pač to, kar vsako jutro predsednik organa, v tem primeru predsednik vlade, reče, je to potem do nadaljnega to sveta resnica,
ki se ji vsi morajo klanjati. Ne? In jaz tukaj nimam odgovora, kaj je prav, samo pač opažam, da je bistvo tega KPK-jeve odločitve je ravno v tem, kaj vlada je oziroma kaj vlada ni. In na nek način bo tudi to na volitvah, ne? Se mi zdi, to pojmovanje vlade. Politični odzivi so bili precej takšni, da se jih je dalo predvideti ali drugače eni in isti. Ko so naši na tapeti, je KPK bed, ko so vaši na tapeti, je KPK še dobro, da jo imamo. Opozicija pričakuje odstop, Golob je rekel malo morgen, sem pa, ne vem, če ste opazili, 2 pismi, ali pa vsaj 2 sta odmevali, pa sem jo jaz opazila. Sanja Ajanović-Hovnik se je zbudila, po dolgem času sem jo slišala in z dolgim zapisom, v katerem je šla nad KPK na podoben način kot GS in premier. In pa tudi je imela zapis Dominika Švarc-Pipan, a ste ujeli? Obe sta se postavili, bi rekla, iz različnih kotov sta prijeli to sodbo in delovanje, ampak izid ali pa izplen tistega, kar sta pisali, bi se pa dalo sklepati, da sta se zelo jasno postavili na se ve katero stran in od kje sta oni dve zares prišli, ne? Jaz bi tukaj, ker vem, da ga imaš rad, ne, bom dodal še 3. na ta seznam, Damir Črnčec je imel tudi zelo hitro nekaj zapovedati. Ne? Dobro, se njega ne štejemo zares, a veš, no, čeprav, ajde, se je v bistvu isto. Ampak tam je res 100% na svetu za to, da dela za. Jaz bi do besede pustil naivneža v meni, če parafraziram Aljaža, ne. Redko se pojavi, tako da izvoli. Kaj hočem reči? Jaz pa vendarle mislim, da bi ena zrela politika in zrela družba, če hočete, ne, bi morala sprejeti dejstvo, da je KPK tista, ki gre po definiciji na živce vsem nosilcem oblasti, ne, in bi s tem morali živeti. To bi moralo biti tisto pravilo, ki če že imamo Komisijo za preprečevanje korupcije, potem živimo z dejstvom, da nam gre na živce, zato ker nas omejuje, ker nas nadzoruje, ker nas, ko rečem nas, govorim seveda o politiki in tako naprej, ne? Ker nas nadzoruje, ker nas opozarja, da nekaj ni v redu, ker nas predvsem omejuje, no, tako. In bi morala biti to institucija, ki bi imela v družbi status institucije, ki gre vsem na živce, hkrati se pa vsem, oziroma se hkrati vsi strinjajo v tem, da jo potrebujemo. In v tej fazi se mi zdi, mi še nismo. In kako je krenulo, še nekaj časa ne bomo. Igor, problem je predvsem v tem, ne, da karkoli zdaj protikorupcijske komisije odloči, se v bistvu to sicer vzame na znanje, ampak se nihče tega potem tudi ne drži. V bistvu ni nekih jasnih posledic. Ne. In zdaj, ne vem, koliko politikov je v bistvu odstopilo po neki odločbi KPK-ja pravnomočnim. Ne. Mislim, da koliko? Mislim, da je bila tudi, a ni bila Ajanović-Hovnik tista, ki je, no vsaj v svojem zapisu je zelo uzžgala čez KPK, češ, da je potem kasneje bilo tudi dokazano, dali so tisto mnenje, ki je očrnilo in pol na sodišču se je izkazalo, da se je pa vse skupaj obrnilo. Ampak se mi zdi pomembno opozoriti, ne, da še kdaj je bilo tisto znamenito Klemenčičevo poročilo, kdo se spomni? Ja, 13 let, ne? 12-13 let nazaj, ne? Takrat je bila teža besede protikorupcijske komisije neskončno večja od teže, ki smo ji priča danes. Takrat sta šla Rok Praprotnik pa Goran Klemenčič, sta nekaj prebrala in potem so šle kot domine. Ne? Seveda, takrat je vlada Janeza Janše dočakala konec, zato ker ni imel več podpore, ker je takrat Virant je izstopil iz igre. Ne? Ampak danes se mnenja protikorupcijske komisije jemljajo bistveno manj resno, bistveno bolj, tako bi rekel, opcijsko za upoštevanje.
se vprašam, a je tako zato, ker je takrat bil na tnalu Janez Janša in zdaj tako, ker to ni on. In bi bilo spet divje, če bi se to zgodilo, ko bi bil on premier. Ker, a veš, težko, ne bi dala roko v ogenj, da bi rekla, da ne obstajajo tudi dvojni standardi, kar se tega tiče. To seveda moramo dopuščati, ne? Predvsem pa je, ponavljam se, je ta razgradnja, ne nazadnje tudi z imenovanjem prvih ljudi na KPK-ju, ne? Zdajle smo ji priča nekaj let, ne? In zato se specifična teža te institucije v družbi pomembno manjša. Ja, ne pozabimo tudi na Borisa Štefaneca, ne, in pač komedijo, ki je bila tako z njegovim imenovanjem kot njegovim šefovanjem KPK. Ampak, Igor, ker si že ravno to, kar si omenil, a slovenska politika, ne glede na barvo, vonj in okus, razume koncept neodvisnosti inštitucij, ne glede na razmere? In po drugi strani, ali te inštitucije razumejo sebe kot neodvisne inštitucije in ne zgolj kot nekoga, ki bo pa zdaj vam objasnil, kako je treba stvari voditi. Spet, ne glede na temo. Mislim, da to težko odgovorim, ker ne poznam predvsem teh drugih inštitucij od znotraj. Tako da, kako politika na to gleda, si pač lahko mislim, glede na njihove odzive, oziroma odzive teh posameznikov. Jaz mislim, da imamo s tem v Sloveniji še vedno problem, pač kako politika razumeva svoje lastno delo in vlogo. Je pa seveda tudi res, ne, da če gledamo tudi, zdaj vedno lahko rečeš, ja, pa imamo ob 30 let v bistvu tako demokracijo in saj ne more vse takoj se tako razviti kot v nekih razvideš, ampak problem, ki ga jaz vidim, je, da seveda tudi v drugih državah, ki imajo bistveno daljšo demokratično tradicijo, se te stvari, jaz bi rekel, kar na nek način šibijo. No. Čeprav, no, recimo, jaz sem zelo vezan na Avstrijo, ne, mislim, ta afera, v slovenščini se to lepo sliši, afera Kurz, ne, ki tudi če nima sodnega epiloga, ne, ampak je pač povzročila pa ravno to, da so se začele podirati domi. Ne. Tudi tukaj vidimo, da stvari niso tako zelo enostavne in da tudi v državah, kjer imajo močnejše javne medije, kjer imajo močnejše te institucije, ki imajo tudi seveda daljšo tradicijo, seveda so te težave, mislim, postajajo podobne tem, ki jih imamo pri nas, ne? In da tudi zgodovinski spomin volivk in volivcev je bistveno krajši in ne, tako da tukaj bi jaz rekel, da se na nek način tudi, jaz bi rekel, ta razvitejši ali pa demokratično izkušenejši svet na nek način, ne vem, je to grdo reči, slovenizira, ne? In to pa seveda ni v redu, ne? Ker vedno se pa zgledujemo tudi seveda po drugih, teh kakršni bi menda radi bili, in tukaj vidimo, ne, oni se čedalje bolj zgledujejo po nas, čeprav mogoče Slovenije oziroma pač naše zelene dežele niti nimajo v mislih. Igor, čisto iz Ferca eno vprašanje. A imaš mogoče pri sebi številko, koliko odmevov si vodil v svoji karieri? Ne, te statistike nisem vodil. Zdaj približen, koliko je to bilo, koliko tisoč, si ne znam predstavljati. Ne, mislim, ampak velikrat je bilo 15. No. Ja, če je bilo recimo 15 let, pa sem v povprečju vodil, po moje tam recimo temu 100 odmevov, še to ne vem če, no, mislim, ja, no pa recimo, ja, mogoče na ampak v teh odmevih tisoč in en odmev, recimo, da se lepo sliši. V teh odmevih si kar imel verjetno nekajkrat tudi seveda temo KPK in soočenja te sorte in si bil seveda omejen z določenimi minutami. Zdaj bom pripeljala tudi to tvojo eno od novih oddaj, to so dialogi z Bergantoma, ne? Kjer pa boš imel malo več časa, Ja. Kjer boš pa imel malo več časa, da te stvari predebatiraš. Je to verjetno tudi bil ena motivacija, zakaj greš? Ja, absolutno. To je bila glavna motivacija. Mislim, zdaj, ta koncept ni seveda nikakor revolucionaren, ne, bog ne dej. Mislim, gre za nek format nekih oddaj, ki so zelo pogoste
na drugih tujih televizijah, sprav, da imajo ljudje, ki imajo kaj zapovedati, ki so relevantni na svojem področju, nekaj več časa, da v nekem sorazmerno mirnem zračju tudi razvijajo in krešajo argumente, kar je mogoče drugače pri tej oddaji, ravno zato, ker je pa pri nas politikov v bistvu v rednih oddajah zelo veliko na ogled, ne, da v tej oddaji ne bom gostil aktivnih politikov. To je pač neka omejitev, ki sem si jo postavil ravno zato, da damo, to je spet zelo oguljeno, ne, da damo stroki več prostora, ker se mi zdi, da ravno ta prostor javni, ne, se je tudi na naši televiziji, na radiju mogoče malce manj, na nek način precej zaprl za neke ljudi, ki potrebujejo preprosto pač več časa, da povejo svoje mnenje o nekem aktualnem družbenem problemu. Tako da zagotovo bomo govorili seveda tudi o politikah, ne, vendar ne s politiki. Tako da to se mi zdi ta ključna razlika. Take oddaje, recimo, ne vem, v Nemčiji so večinoma namenjene diskusijam s politiki, ki pa bistveno manj nastopajo v nekih rednih informativnih oddajah. Zdaj, če dovolite, Aljaž, razen če nimate še kaj za dodati, bi šla jaz naprej po seznamu tem. No ja, lahko. Sem mislil, bomo kaj o kosilu povedali, ali... No, sej, to je na planu še, tema? To še kleš. Aha, ok. Nismo. Veš kaj, sam to sem hotela še dodati, da ko smo govorili zdaj KPK pa kršenje tega ali onega, koalicija, kot sem brala, očitno ne bo uspela s predlogom, da bi za vse voljene funkcionarje, tukaj so poslanci, župani in še kdo, da bi uvedli pogoj nekaznovanosti. Zataknilo se je, nima dovolj glasov, mislim, da ali 60, da bi rabili za to, da bi to bilo v veljavi, ne? Pač so določene pripombe, zakaj in kako, pol bi pa jaz pred kosilo, pač smo kar kosilo, ok. Antiša, a si spremljal tole sago s kosilom, prihod na kosilo, odhod na kosilo, ne? Torej, potem, ko je Vladimir Prebilič poskušal z nečim podobnim tam decembra, 22. Januarja so se pa dobili pri Golobu. Cilj je boljše povezovanje leve sredine. Zdaj jaz bom počakala z mojo politbizarko do točke politbizarka, ampak na kosilu so se zbrali SD, Levica, GS, Vesna, Prerod, Mi socialisti in Pirati. Medtem, ko je Resnica sodelovanje zavrnila oziroma povabilo odklonila, iskali so skupne, kot so rekli, vrednote in konsens. Kaj si ti iz tega kosila potegnil? Mogoče to, da jim kot opozicija rada te dni poudarja, da jim gori pod nogami in iščejo načine, kako prideti na 45 plus po volitvah. No, ravno gori jim ne. Zdaj, po mnenju opozicije. Mislim, gori tistim, ki jim grozi izpad iz parlamenta, ne bi jaz rekel. Ne. Sicer pa jaz mislim, da je, če si omenila Vladimirja Prebiliča, jaz mislim, da je bilo to kosilo tudi v funkciji pokazati, kdo ima primat na levosredinskem delu slovenske politike in sestanek se je zgodil takrat, ko ga je sklical predsednik Gibanja Svoboda in ne ko ga je sklical nekdo, ki si šele prizadeva, da bi v resnici vstopil na slovensko notranje politično prizorišče. Kar se tiče iskanja skupnih imenovalcev, jaz mislim, da za to ni bilo potrebno iti k Penu na kosilo. Ne? Jaz mislim, da je evidentno, da ta blok ima v veliki meri prekrivajoče se vrednote, prekrivajoče se vrednotne usmeritve in vrednostne usmeritve. Tako da, če potem odmislimo vse to, o čemer sem zdaj govoril, potem ugotovimo, da je šlo bolj kot ne za predstavo. Tukaj stojimo skupaj in si prizadevamo za nov mandat. Igor, a je taka predstava, oziroma pač tak dogodek, na kateri se potem, recimo, včasih temu rekli, da se igralci svrstajo, ne?
A to vpliva na medijsko-uredniško razumevanje tega, kdo kam spada? Konkretno recimo, ne, na zadnje, v enih od zadnjih odmevov, ki se jih vodil, ste me zelo prijazno tudi mene povabili in smo govorili o resnici. In zdaj, a je to, da resnice ni bilo na tem kosilu, čeprav je bila povabljena, a to vpliva na razumevanje tega, kam ona spada na političnem spektru? Mislim, to težko rečem, če lahko malce popravim Natašo, se pravičujem, no, ampak mislim, da pozicija ni govorila, da jim gori pod nogami, ampak da jim teče voda v grlo. In zdaj, če ti voda zelo teče v grlo, potem zelo težko kaj poješ. Tako da mogoče so hoteli demonstrirati, da jim vendarle še ne teče toliko voda v grlo, da ne bi uspeli še zraven kaj pojesti. Mislim, to je bila neka predstava za javnost, ljudje imajo načeloma radi oziroma pač svet seveda razumejo skozi predstavitve, tudi seveda urednice in uredniki. In zdaj to pač je bil nek dogodek, ki ga je pač treba pokriti in glede tega je to bilo, mislim, da zelo učinkovito. Mislim, to je samo moje osebno mnenje, ne? Meni se je zdelo nenavadno, pa hkrati pa tudi zelo zanimivo, da so resnico povabili, hkrati, mislim, je pa treba tudi razumeti, da najprej je resnica rekla ja. Pač bil je sam problem, da pač je predsednik stranke, ki je pač predsednik Vaterpolo zveze Slovenije, pač rekel, ja, mene ni, ker sem na Evropskem prvenstvu in je pač, čeprav razumem, najprej tja delegiral nekoga drugega in šele potem po enem dnevu so odpovedali. Ne. Mislim, da je to bil nek dokaj zvit manever predsednika vlade, da je vendarle na nek način nakazal, ne, da resnica mogoče vendarle sodi v ta del, ne, in najprej so rekli ja, potem so rekli ne. Tako da mogoče je to celo bilo tisto, kar sem si jaz najbolj zapomnil od tega kosila. Ne. Zdaj, kaj pa na koncu dneva? Na koncu dneva jaz mislim, da se skupaj ni popolnoma nič prineslo, ne, ker zdaj, če jim voda dejansko teče v grlo, potem bi bilo treba vendarle narediti nekaj konkretnejšega, to, kar pač delajo na desnem polu, da se pač stranke povezujejo zato, da bi le prišle v parlament, ker zelo veliko udeležencev tega kosila bo na koncu, ali pa zelo veliko, pač nekateri bodo odpadli in bodo v bistvu izgubili glasove, ne, ki so prej, mislim, ki bi, če bi se pač povezali, mogoče bili nekoč predstavljeni v parlamentu. Ne. Tako da jaz bi rekel, da če je bil rezultat to, ja, da preverimo, kje so naše skupne vrednote, je to bilo popolnoma zapravljeno kosilo, so pač dobro jedli, ne glede na vodo, ki jim teče. Tako da mislim, da je cel spektakel bil sicer medijsko učinkovit, ampak ne vem pa, če je res kaj merodajnega za ta del politične sfere prinesel. Dogaja se, Janči, že kar ti dostikrat rečeš v naših epizodah, torej, da se levica, ko je na oblasti, garba v narekovaju med sabo, medtem ko v opoziciji kažejo strašno složnost. Ne? Če gledamo izjave, kdo s kom bo sodeloval, pa ne bo sodeloval, mnoge med njimi popolnoma preuranjene, kot smo ugotavljali, se pa jaz sprašujem tudi v luči tega, kar je Igor rekel. Torej, poglejmo, preštejmo se, kako bi lahko sodelovali. Kaj pomeni, dajmo se povezati, ko to reče Golob? Pred 4 leti je to pomenilo, da sta odpadla Bratušek pa Šarec na politični sceni, ki ju je Gibanje Svoboda absorbirala. Zdaj se spet pojavlja že par mesecev narativa od jeseni dalje intenzivno okrog tega, dajmo strniti vrste v smislu glasovanja za tiste, ki jim kaže, da bi notri prišli, in dajmo ne metati stran glasove, kar seveda nas pripelje tudi do javnomnenjskih raziskav, ki te dni po mnenju nekaterih ne merijo, ampak skušajo ustvarjati javno mnenje oziroma ustvarjati položaj, ko bi se glasovi, ki bi mogoče šli zdaj Piratom, Prerodu, stranki Mi socialisti in podobnim, rajš prelili v tiste, ki jim ankete kažejo, da bi prišli v parlament. Kaj pomeni, ko Golob reče, dajmo se povezati? A pomeni, želim si več strank, ali pomeni, fantje in punce, ne ga srati, dajte nam, pa bomo lažje proti
ne vem, Janezu Janši, ki se postavlja kot in ima največ glasov očitno na desni. Vprašanje za vse vas, ali kdo želi. Tako kot jih ima Golob največ na levi, še vedno kaže, da jih bo zbral največ. Ne? To pomeni to, po mojem mnenju, to homogenizacijo, ne? Se pravi, kot si rekla tudi ti, Nataša, stopimo skupaj, zato da odžremo čim več nasprotnikom oziroma tekmecem, kar je legitimno, po mojem. Veš kaj je, ne? Mislim, se to v bistvu povezano na nek način s prejšnjo temo, s KPK-jem in SMS-i. Gre za razumevanje političnega prostora. Golob sebi vidi pač kot hegemona na levi in od vseh pričakuje, da se bodo pokorili oziroma sledili političnim javnomnenjskim prioritetam, ki seveda primarno pašejo njemu, ki so točno take, kot jih je Antiša zdaj povedal. Razlika med levico in desnico, ne, ker je Igor prej omenil razlike v pristopih, ne, razlika je v tem, da so bili na tistem kosilu vsaj trije, če ne štirje, ki se zjutraj pogledajo v špego in vidijo predsednika vlade. Ne glede na to, koliko imajo dejanskih odstotkov v javnomnenjskih anketah. In kar se mene tiče, je bil glavni dosežek tega kosila to, da so bili ti ljudje v istem prostoru. Ker načeloma se po 4 letih levica se gre na drugo stran ceste, levica z malim L, ne, če se vidijo, kako en drugmu prihajajo nasprot na popločniku. Ne. So pač ponavadi tako zelo skarigani med sabo. Tako da v smislu unifikacije, združitve je to, se mi zdi, največ, kar lahko levi pol sploh upa, da so pač sposobni skupaj pojesti kosilo in si ne z vilicami iztakniti čez. Po drugi strani je pa enostavno to, da je kakorkoli obrneš. Mislim, da se potrjuje ta večkrat povedana teza v tem eminentnem podcastu, da mi zelo verjetno gledamo scenarij iz leta 2018. Da bo šlo na knap, zadnje ankete to kažejo, jasnega hegemona ni, nekdo bo jeziček na tehtnici in zato se jaz zdaj vprašam, ali je v imenu tega se od nekje pojavil Zmago Jelinčič in njegova SNS kot originalni suverenisti slovenski, ne? Če zdaj malo grem v teorijo zarota, ne? Da se je aktiviral ali pa da so ga aktivirali zato, da bi on pa razvodenel ta suverenistično-resničnostni del volilnega telesa, ker če pa resnica in podobni ne pridajo v parlament, se pa potem to gre spet, ne, med dva največja igralca, pa potem lažje sestaviti to koalicijo in bo potem vse odvisno verjetno zelo od tega, kako se bo počutil Anže Logar v nedeljo zvečer. Večje kot je drobljenje glasov na levi, je slišati bolj to koristi desni. Z drugimi besedami, dajte za nas, ker nam kaže, da gremo not volte, ne pa nujno za tiste, kjer so mogoče še kakšne simpatije. Se sprašujem, komu bi koristilo, ker to pa iz desne, sploh iz tabora Janeza Janše prihaja pa že leta in leta, ne? Komu bi koristilo imeti samo 2 stranki? To, kar imamo primer recimo v Združenih državah, ko imaš republikance in demokrate, pa vsake kvatro se pojavi kakšna tretja stranka, tako kot je bil, ne vem, plus 30 let nazaj Ross Perot, ki je, mislim, da je nek 20% takrat dobil glasov, dovolj, da je Bushu preprečil zmago. Ampak ja, komu koristi imeti, a bi bila Slovenija boljša, bi bolj funkcionirala, bilo bolj učinkovito, če bi imeli sam 2 stranki z vsemi barvami znotraj posameznega pola, kot to, kar je zdaj. Po zadnjih raziskavah mislim, da je bilo, da če bi bile volitve jutri, da bi 7 prišlo noter, zdaj jih je 5. Kaj mislite? No, pa sej, bi bilo lažje. Nataša, mislim, odgovor na tvoje vprašanje, komu koristi, je vsebovan v pogledu recimo v zadnjih 30 let v preteklost, ne, kjer z različno intenziteto sicer, ampak ves čas Janez Janša oziroma njegova SDS zagovarja uvedbo česa, uvedbo dvokrožnega večinskega volilnega sistema. Skratka, Janez Janša je že, oziroma njegova stranka, ne, je že, pa jaz mislim, da skoraj 30 let, no,
25 pa gotovo, zelo trdno na stališču, da bi za Slovenijo in njen razvoj največ naredili s tem, da bi, in učinkovitost vlad, največ naredili s tem, da bi uvedli dvokrožni večinski volilni sistem. Spomnimo, tukaj je bilo zbiranje podpisov za uvedbo tega, tukaj so bile ustavne presoje. Mislim, tukaj je bilo zelo veliko o tem povedanega. Tako da SDS oziroma Janez Janša je gotovo tista politična sila, ki bi to v veliki meri ustrezalo. Ali bi to ustrezalo tudi recimo zdaj Gibanju Svoboda kot hegemonu na levi sredini, tega ne vemo, o tem se mislim, da še niso izrekali. Dejstvo pa je seveda, da je po eni strani z vidika učinkovitosti je tak sistem lahko privlačen, hkrati pa veste, manjše stranke, ki so včasih tudi jeziček na tehtnici, so pa tiste, ki vpeljajo določene projekte, določene razmisleke, določene teme v vladno politiko in to da poseben ritem, poseben okus temu, če hočete v zadnjem mandatu. Levica je tak primer, se pravi najmanjša vladna stranka, ki pa bo na koncu verjetno obveljala za tisto, ki je dala kar močen karakter iztekajoči se vladi oziroma volilnemu mandatu. Smem glede tega nekaj reči. Jaz mislim, da mislim, seveda vsak ima pravico razmišljati o tem, kaj je pač za državo najbolje. Jaz mislim, da večinski sistemi niso sami po sebi učinkovitejši. Poglejte recimo Združeno kraljestvo, kjer je mislim, kaos popoln, ko smo se prej pogovarjali, kaj bi pa Evropa naredila, oziroma kaj bi se v ZDA zgodilo, tudi če Trumpa več ne bi bilo, je Združeno kraljestvo zelo lep primer. Saj so imeli ta nesrečen Brexit, za katerega se zdaj velika večina strinja, to je bila popolna neumnost, ampak seveda tudi laboristična vlada ga ni vzela nazaj, ker ve, da to pač seveda ne gre na ta način. Jaz mislim, da se bo ZDA, to je pač moje osebno mnenje, zgodilo nekaj drugega, ampak države z večinskim sistemom, tudi če je pač tako močno tudi tradicionalno zasidran, niso nujno učinkovitejše. Jaz mislim, da za manjše ali pa za recimo države, kontinentalne države, evropske, je ta sistem proporcionalen seveda najbolj smiseln, zahteva pa eno politično zrelost, ki je pa jaz žal v Sloveniji ne vidim, če pač gledamo tudi raven političnih debat med različnimi poli. In to je, mislim, da naš največji problem in zato imamo ljudi tudi občutek, da država ne deluje tako, kot bi morala in tudi institucije države in družbe ne delujejo tako, kot bi morale, vključno s KPK-jem. Tako da to je naš problem. Jaz bi rekel bolj ta kakovost razprav, kakovost tega, kako se pač politika dela, s sodelovanjem, kompromisi, tega je pa pri nas v bistvu zelo malo in jaz mislim, da to tudi ni realno in mislim, da Slovenija z večinskim sistemom in z dvema blokoma, ki bi se pač izmenjevala na oblasti, mislim, da ne bi bila v ničemer, to je pač moje mnenje in pač hipoteza, ne bi bila v ničemer boljša, kot je zdaj, kvečemu precej slabša. Mogoče samo za nazaj, Aljaž, oprosti, mogoče se nisem dosti precizno tudi izrazil. O učinkovitosti se seveda lahko pogovarjamo, o udobnosti vladanja, to je pa druga pesem. Seveda, ko si enkrat na oblasti in ti ni treba delati vsega tega, kar si tudi Igor omenil, se pravi sklepati kompromisov, usklajevati interesov in tako naprej, je pa udobnost je pa večja. Tako. Ampak podobno za politike, ne za državljane. Za politike, seveda. Ja, seveda. Ker je Igor omenil, kar mogoče lahko vidimo na primeru ZDA, Kitajska, Rusija, en voditelj versus Evropa deljeno 27 vsaj. Izvoli, Aljaž. Ne gre toliko za to, ker mislim, da je ravno ta primer Velike Britanije oziroma Združenega kraljestva, ki ga je Igor izpostavil, zelo poveden. Margaret Thatcher so vprašali, kaj je bil njen največji politični dosežek v karieri in je rekla Tony Blair. V hipu, ko politični stil
ki ga eden od hegemonov fura, prevzame tudi drug potencialni hegemon. In mislim, da smo spet na tem mestu Robertu Golobu večkrat to ponesli, ne, da je pač to neke vrste levi janšizem, teh stvari, ki se je hončal. Tukaj je Janez Janša zmagal. V pristopu k politiki, ne, in v tezi, da sta lahko dva bloka. Ker jaz ustrajam, da so v Sloveniji vsaj trije. Tudi če govorimo o hegemonih, so trije hegemoni. Že zgodovinsko, pa tudi če greš samo v 90. leta gledati, liberalni del je bil tisti, ki je pripeljal politično zavest do točke osamosvojitve in samostojne Slovenije. Hkrati si imel pa potem še tradicionalno socialdemokratski in krščansko-demokratski blok kot dva vrednotna socialna bloka. Ne? In to, da se ta trojedinost slovenskega političnega prostora zdaj poskuša preoblikovati v dvojedinost, ta del ni naraven. Ne? Dodatno se pa strinjam še s tem, kar je Igor rekel, da je proporcionalnost političnega zastopanja seveda lahko pomeni mečkem počasnejše in včasih celo mečkem bolj kaotično politično življenje. Je pa res, da potem, ko pa ti prideš do rešitve, je pa ta rešitev dosti širše sprejemljiva in ni avtomatično zavrnjena z strani druge polovice, ki je pač slučajno tistih v manjšini. In še spet kontrapoanta, Nataša, tebi. Ne vem, če lahko rečemo, da je ameriški dvopartijski sistem, ki ga imamo, ta hip kakorkoli učinkovit, ker imajo republikanci v spodnjem domu zgolj teoretično večino, v 540-članskem parlamentu, je dejansko odvisno od tega, kdo je na bolniški ali ne, ali ima Mike Johnson večino ali ne. Tako da takrat, ko se začne kolikrat se je v zadnjem letu zgodilo, da so šli nasproti Trumpu? Ful, dogaja se redno, sploh odkar je Marjorie Taylor Greene zapustila, ne, Trumpa in tako dalje. Oni, pač njihova večina, mislim, oprosti. Kar sem jaz sam hotela reči, je, da če je eden na takšen način vladanja, kot ga imajo v ZDA, on ne rabi delovnih teles toliko zelo, kot jih rabi Evropska unija, ki je sestavljena iz 27 držav, in kjer ima vsaka država, recimo, da v narekovaju enako vreden glas. Seveda vemo, da glas Slovenije, tehnično gledano je enak glasu Francija in Nemčije, v praksi pa zares ne. No. Ja, ampak jaz sem hotel pa samo to dodati, da je spodnji dom ameriškega parlamenta paraliziran. Oni so en ali dva zakona so sprejeli v celem prvem mandatu. A veš? Od tega je en bil pa imenovanje ampak veva tudi, poštnega pa da urada, ne bomo šli v prehude globine glede tega, veva pa tudi, da je v Ameriki primer tako imenovanih executive orders, ki tudi, če se bo kongres 2026 prelomil, bo Trump plul više manje svojo pot. Jaz bi to mogoče še dodala. Igor, omenil si zrelost politike. Antiša, ali menite, da je to, da gre NSI skupaj z SLS in Fokusom, skupno listo bodo imeli za volitve, ki so 22. marca, zrela poteza? Antiša. Pa sej to je, Igor, če smem, sej to je, a veste, to je v bistvu vračanje, NSI se vrača nekam, kjer je zgodovinsko že bila. Ne? Kdaj je NSI nastala? Ko se je eno krilo takratne stranke SLS plus SKD odceplo od pravzaprav 3 mesece nazaj od nastale stranke. Ne? In zdaj se v bistvu na nek način ubežniki, seveda so to čisto drugi ljudje in tako naprej, da se razumemo, ampak ta stvar naravno nekako sodijo skupaj. To je ta desno-sredinska ljudska pot, ki s krščanskim etosom kot nekim temeljem delovanja, oni se zdaj vračajo. Tukaj je potem še Fokus, ki pač se predvsem verjetno zaradi po eni strani
gospodarskega fokusa, ki ga ima Nova Slovenija, po drugi strani pa seveda siceršnje provenjence predsednika Fokusa Lotriča, ne, ki je gospodarstvenik po svoji osnovni formaciji, ne, tudi nekako naravno sodijo skupaj. Tako da odgovor na tvoje vprašanje je, ali je to zdaj zrelost ali ne. Ja, je pa coming home, ja, tako, ja. Ja. No, Lotriča, se vam zdi to zanimivo, da pa Lotriča, torej predsednika, ustanovitelja Fokusa, pa ne bo na listi, ker, kot je rekel, želi do konca vestno opraviti funkcijo predsednika Državnega sveta, Aljaž? Ja, in njegove, pozabil sem zdaj, kako je ime, generalne sekretarke Državnega sveta, tudi ne bo. Ne? Ja, Ja, seveda je zanimivo. Jaz sem ta hip sem pristaš teze, da računa na zmago desne opcije in na še en mandat na mesto Državnega sveta, ker to, kar ti rada rečeš, ne, to je vendarle, se pravi, 5. mesto, mislim, da je po protokolu je za predsednikom Ustavnega sodišča. Ne. To je pač vendarle malo drugače, kot če si, ne vem, minister za gospodarstvo ali pa vodja poslanske skupine. Ne. Ta del je pa seveda po drugi strani tudi res, to, kar bo Matej Tašner-Vatovec hitro gotovo, ne, da je mest zgolj 88, lačnih ust pa veliko in da ne bojo mogli vsi kandidirati v eminentno izvoljivih okrajih in da nekdo more pač dati prostor drugim. Morda je to tudi del tega. Igor, kakšno mnenje v zvezi s tem? Mislim, matematično ima to združevanje smisel. Ne? Jaz se seveda sprašujem, čisto pač kot zunanje stoječi, zakaj kaj takega se čisto takega ne poloti kdo, recimo temu na levem polu. Zdaj, res je nekoliko nenavadno, da ena stranka, ki se je najprej imenovala tako, kot se je imenovala, potem so dodali ime še ustanovitelja stranke, ne? Potem pa ta ustanovitelj stranke po sklenitvi neke predvolilne zveze pa sploh ne kandidira. Ne? Mislim, to je nekoliko nenavadno. Jaz sem rekel, to pa je nelogično, ampak mislim, z vidika pač maksimiziranja glasov oziroma v želji, da bi pač čim manj glasov bilo izgubljenih pod to mejo, ki še vodi v parlament, je pa to edino logična poteza. Ne mislim pa, da bi zdaj zaradi tega, pa, ker bi bili pač raznorodni, mislim, da kaj posebej tudi niso, ne da bi pa potem bile težave v nekem novem parlamentu, ne, ker to je mogoče treba upoštevati za kdaj kasneje, ne, da bi zdaj pač potem ta njihova poslanska skupina skupna pa v nekem določenem trenutku razpadla, zato ker so pač iz 3 različnih strank prišli. Domnevam, da je to mogoče tudi bil eden izmed premislekov, da recimo, ne vem, ker bi bilo pa spet logično, da bi zdaj, če je res Golobu do tega, da konsolidira recimo temu, pod narekovaj, svoj del, zakaj ni pač ponudil, da bi vsi šli na skupno listo, ne? Pač zato, ker potem verjetno pač ne bi imel toliko kontrole nad poslankami in poslanci v tej novi skupini in bi seveda prišlo manj strank v parlament, ampak različni poslanci, ki bi se potem v nekem določenem trenutku pa lahko odločili drugače, tudi to smo imeli. No, mi imamo primer na levi tega združevanja Levica in Vesna za volitve. V zadnji epizodi smo obravnavali primer odhoda Vatovca iz Levice k GS-ju, zdaj pa je že nekaj dni, tednov aktualno na planu. SD. Pardon, se opravičujem. Zdaj pa imamo že zadnje dni, tedne, pa dost aktivna ugibanja okoli prestopa Urške Klakočar Zupančič v Levico. Zdaj ona pravi, nisem Vatovec, na GS pravijo, da še vedno računajo na njo. Videli smo, da se delajo raziskave, kaj GS pridobi ali pa zgubi, če ne gre. Ja. Kar nadaljuj. Ne, v redu je. Kar nadaljuj, pa gremo pol počasi proti vprašanje tukaj seveda samo je, ali vidite Urško Klakočar Zupančič po vaših ocenah
je več šans, da bi nadaljevala svojo politično pot, ne glede na stranko, ali je več šans, ali gre za borbo za okraje in da izbira, mislim, da išče bodisi dobro izvoljiv okraj ali pa izhod iz politike. To. Kaj mislimo? Tako je skoraj čaršija, samo da si jo zdaj ne upamo, ker je Igor, ki je tako zelo civiliziran človek, pa on ne upravlja. Igor, ti moraš imeti največ govoric na zalogi. Ti si v veliki resni inštituciji, pri vas se izmenjajo vsi te ljudje, a veš, to je na dnevni bazi to, kar jim mi v 2 tednih ne spravimo skupaj. Pa ne, jaz sem drugače vrste človek, no, jaz na govorice ali pa na neke spletne komentarje ali pa na pač neke neumnosti, ki se zelo močno širijo po družabnih omrežjih, res nič ne dam in na nek način si ne želim niti s tem, kako bi še rekel, onesnaževati misli. No. Jaz ne vem, mislim, da to zelo težko komentiram. Jaz sem se vedno na nek način skušal rešiti pred nekimi hudniškimi govoricami takimi ali drugačnimi, ker so se velikokrat, če sem pač ne kriv, ne dolžen, jih bil slišal, ne, so se izkazale za popolno neumnost. Tako da zelo težko tukaj karkoli rečem. Nimam nobenih insajderskih informacij. Hočeš reči, da retrogradnega Merkurja ne jemlješ resno? Ali je kle vsem ali zeme? Drugega, ne. Ni. Prav, okay. Gremo... Antiša, kakšna bo zdaj usoda UKZ? V GS, v Levici ali izven parlamenta? Mene si najdel. Ne? Ja, tebe. Ne, ona je, mislim, zanimiv primer, v nekem smislu pa zanimiv primer pa je. Namreč ona je precej priljubljena, precej prepoznavna, hkrati pa ne v najbolj prijateljskih, kot berem in spremljam, odnosih z odločevalci v Gibanju Svoboda. Ne? Tako da tisti, ki kreirajo kadrovsko politiko za naslednje, oziroma pač kandidatne liste zdajle za volitve, ne, so v kar precepu, ne, ker po eni strani bi verjetno jo veljalo angažirati v čim večji meri, po drugi strani pa seveda ne. Če ni naša, potem zakaj pa bi? Tako da me zanima, mislim, tudi mene bo zanimalo, kako se bo ta stvar z njenim kariernim razvojem razpletla. Jaz bi rekla, da če so ankete... Zamislite, da ustanovi svojo stranko in gre samostojno na volitve. Mislim, ja, ta bi bila lepa. Nekaj časa še malo, pa praviš, da nisi za te teorije razne. Jaz bi rekla, da če so ankete pokazale, da GS izgubi karkoli občutnejšega s tem, ko ne bi bila pri njih, ji bodo ponudili in si je s temi ugibanji ali v Levico ali ne, dvignila ceno in mogoče možnost, da dejansko dobi mesto v izvoljivem okraju Gibanja Svoboda. Če ne, bo pa kar long shot tudi na Levici, ker se ne vem, kje je ona kandidirala. Ker v Ljubljani slišim, da je kar gužva. Ja, seveda. Pa poleg tega tokrat ne bo to glasov na voljo, ne? Saj eno tretjino ali pa več, dobro tretjino manj glasov bodo verjetno dobili Gibanje Svoboda, kar pomeni, da bo osip kar velik, ne? Tako da si mislim, da je borba velika. Ne? Pejmo na politbizarke. Tako, pejmo. Ena od 2 rubrik, s katerimi zaključujemo LDGD. Recimo, da Igor, evo, ker si nov frišen special guest, izvoli. Politbizarka je se pravi nekaj, kar ocenimo, da je pač bizarno in se zgodilo na političnem terenu, politični sceni. Izvoli. No, jaz glasujem, ne vem, to se glasuje, ne, to daš predlog, pa pol, spoštovanega evropskega poslanca Branka Grimsa in njegov odziv na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Mladina Goebbels, oziroma, ne, mislim, to misli, da res zelo nenavadno za politika, ki seveda se generično zelo zavzema za svobodo govora, ki je zelo kritičen do sodnic in sodnikov, vključno z ustavnimi sodniki, ki naj bi pač po neki metodologiji, ki se verjetno strinjamo, je sporna, bili eklatantni kršilci človekovih pravic. Mislim, da potem reagira na tak način, pri čemer pravice njegovih družinskih članov sploh niso bile predmet
te sodbe, to je zelo nenavadno. Jaz bi si upal trditi, da poslanec Grims niti ni te sodbe prebral oziroma jo je razumel precej alternativno, glede na to, kako je bila napisana. Antiša? Ok, ja. Ja, jaz bom šel pa v pena po politbizarko, ne. Kjer je Vladimir Prebilič, ne, se je odločil, da si bo kosilo plačal sam. Ne. Že sama poteza je tako mal nenavadna, no, tako, mislim, nekdo te povabi na kosilo in potem ti vztrajaš, da boš plačal sam. Ok, ne, tisto kavo na koncu, recimo, da je lahko štos, ne. Tisto, kar je bizarno, ne, je ta zgodovinska referenca na nekdanjega predsednika vlade, kasnejšega predsednika republike, Boruta Pahorja, ki se je ob nastopu funkcije predsednika vlade odločil, da bo stroške reprezentance, ko k njemu pridejo obiskovalci, funkcionarji in tako naprej, da bo ta del plačeval sam. Ne. Že takrat jaz nisem čisto dobro razumel, zakaj je bilo to potrebno, če si državni funkcionar, pač tisti sok, vodo in kavo, čaj, seveda gre iz proračuna, tega nisem čisto dobro razumel, še manj pa to, kot rečeno, razumem zdaj, ko je podobnega zajca iz klobuka potegnil Vladimir Prebilič, ki ga mislim, da v tej epizodi nismo posebej omenjali, tako da prav je, da ga omenimo vsaj v tej rubriki. Tisti, ki ste z nami že dalj časa, veste, zakaj gre. Bom jaz nadaljevala, Aljaž, če dovoliš, ker sem tudi pri penu. Meni je pa od tega delovnega kosila mi je bilo blazno zabavno to, da je pač predsednik, premier je gostil predsednike 6 levo-liberalnih parlamentarnih in tudi neparlamentarnih strank. In jaz tega, da bi resnica, kar si Igor govoril, da bi potrdili prihod, pol pa ne, jaz sem samo ujela, da čudenje predsednika oziroma da se jim zdi to brez veze in PR in da ne bo nič od tega in je to zavrnil. Skratka, moja bizarka je, da je med temi vabljenimi bila resnica zares po tem, zakaj se zavzemajo, kot pes med kegle. Ne rečem, da se v kakšnih zadevah ne prekrivajo, ampak to, da se je resnico kot levo-sredinsko poskusili definirati, se mi zdi, da so pol definicije tega, kaj je levo-sredinsko, tako res fleksibilne. Tako da resnica kot potencialni del, širši del te ekipe, se mi zdi kar bizaren predlog. Izvoli, Aljaž. To si ziha celo to bizarko si zdaj napaberkovala samo zato, da si lahko uporablja izraz pes med kegle. Ja, to je naslov. Ja. Ja. Jaz sem imel pa cel kup ene izbire, na koncu pa vendarle pristal po principu, da je vsaka reklama boljša kot še ni, pri Anžetu Logarju in njegovem odzivu na odločitev KPK-ja. Ne toliko na vsebino tega odziva, ker pač je kakršna je in it makes sense z lepo slovenščino. Dve stvari. Ne. Eno, Anže, kaj točno si ti delal na Obali ravno na dan, ko je imela vlada tudi tam svojo regionalno sejo? Ne? Tako, a je bilo še kakšno kosilo, ki je v igri mogoče? Klej samo, se temu reče, natocujem. Ne? Bizarka je pa njegova poza, vsaj v prvem delu tega videa, ne? Ker se je počel na klop, dal nogo v luft, tako da imamo tak lep razgled na njegovo oblečeno mednožje, ne? In je potem glih tak screenshot, ker piše integriteta, piše tam čez. In me, zdaj, a je to naključje ali ne, ne vem. Vsekakor je pa Anže Mudonja moja bizarka v tej rundi. Zmaga. Ok, pol pa to so predlogi, damo na glasovanje, zdaj pa še zadnjih 30, ko ima vsak priložnost, recimo da 30 sekund raztegljivih, da pove, kar želim. Aljaž, končal si politbizarko, ajde, začni zadnjih 30. Ja, te bom razveselil. 15. januarja je ne sicer več valove v etru, ampak bite v streamu zadela nova serija iz vesolja
zvezdnih stez, Star Trek, Starfleet Academy, ki je namenjena, kaj se temu reče, young adults, ne? Se pravi, taka pozno najstniška, zgodne odrasla serija. 2 dela sta na voljo na lokalno običajne načine. Ne vem, kdaj bo to za del Sky Showtime, ki ima v Sloveniji ta universe. Toplo priporočam. Fajn je, zabaven je, jaz sem tukaj neobjektiven, pač je Star Trek in sem skoraj pogodbeno obvezan, da to na tem mestu omenim. Torej, nadaljevanka številka 3799. Tako Igor? je. Ja, jaz se zahvaljujem za vabilo. Zahvaljujem se tudi za to, da sem pač lahko povedal, da 25. januarja začenjamo z novo oddajo Debate z Bergantom, 50-minutni pogovor s 3 strokovnjaki na prvem sporedu TV Slovenija v nedeljah zvečer. Nismo pa nič govorili o še enem projektu, ki ga imam, ki pa pač potrebuje še nekaj časa. To je pa v bistvu en videokast Fenomenalna Slovenija, kjer bi pa rad tudi z zanimivimi gosti v bistvu preizpraševal te res fenomenalne značilnosti Slovenije, zelene dežele, ne, jih mogoče postavljal pač nek drugačen kontekst, seveda v upanju, v želji, da na koncu vendarle ugotovimo, zakaj Slovenija res je pravičeno fenomenalna in da bo taka še dolgo, čeprav mednarodne razmere pa tudi kakšne narodne morda ne nakazujejo česa takega. Super, da si to omenil. Še pred koncem, Antiša, kam nas pa ti vabiš? Ja, v pena kampa, ne. Ne, jaz bi pa, glede na to, da je bila ta restauracija v tej epizodi večkrat omenjena, bi pa opozoril na zgodovino stavbe, v kateri se restauracija nahaja. Restauracija je danes bolj kot ne generična, nekoč je bila bistveno bolj znamenita restauracija kluba, kako že, slovenskih kulturnih delavcev ali nekaj takega se je reklo, ne, potem nekaj časa bilo zatišje, prenova in tako naprej, zdaj je pač kar je, ne. Sicer je pa stavba je strašansko zanimiva. Stavba imenovana Vila Ebenspanger, mislim, da se reče, nek industrialc jo je naredil že v 19. stoletju, med drugo svetovno vojno so jo nekaj časa zasedali okupatorji, potem sta v njej živela prvi predsednik slovenske vlade Boris Kidrič in kasneje ideolog, eden od ideologov slovenskega socializma Boris Ziherl, ne. Kasneje je, kot rečeno, bila tam razmeroma znamenita restauracija. Ko so Janeza Janšo zaprli, so bili tam protestni večeri, v njej domuje Društvo slovenskih pisateljev in o vsem tem, ne, je nastala tudi ena krajša, tanjša knjiga, ki se pa zelo lepo bere. Zgodovinarka Barbara Vodopivec jo je pred nekaj leti izdala in če koga zanima v resnici ta stavba na enem takem taki krasni poziciji nasproti Moderne in Narodne galerije, toplo priporočam v branje. Hvala, Antiša. No, jaz pa priporočam en dogodek, ki bo 7. marca, reče samo Punce v jami. Tako da punce, dekleta, gospe, ki poslušate LDGD, to gre za en tak zanimiv dogodek, ki je tekaški, ki je pohodni, sami izberete, kaj želite. Gre pa, da se vse to počne tudi v Rudniških jamah. Začne se v Hrastniku, en del 10 km, vse skupaj dolgo, približno polovica bo pod zemljo. Rabile boste čelade, ampak je a lot of špas, kot bi rekli, in zanimiv dogodek. Tanja Žagar je letošnja častna pokroviteljica, lani je bila predsednica države. 7. marca je, danes povem zato, ker je še posebna cena do konca januarja, sicer pa se vidimo 7. v soboto zjutraj na, kaj to, Šaleški konec? A se to tako prav reče? Je Šaleško to, ne? Vse. Hrastnik je Zasavje. Hrastnik je Zasavje. Ja, seveda, Trbovlje-Zagorje, Hrastnik, to je Zasavje. Šaleško pa Velenje, Šoštanj, ja. Briški podpisal beležko, pa mama v šolo. To je res, ampak to so samo zato, da se poudari, da se namo dobila, veš, v Trbovljah, ampak v Zasavju. Hrastniku. Ok.
To je to. Hvala, Igor, da si bil special guest podcasta LDGD in hvala vam, da ste nas spremljali, pa brez zamere. Se priporočam.